En lep pozdrav nazaj. Zdravo. Živijo. V glavnem, Peter, danes smo začeli s to drugo pompozno sezono. Pompozno sezono, ja, sej. Ne, ampak je velik dogodek. Velik dogodek, ja. Po tej pauzi. Tako je. V bistvu so hodili že prej, ampak se nama nekako vedno je izmuznilo. Ja. Pa so pa stvari še vmes prišle. Kot tvoja velika akademija, mislim, tvoja. Ja, Večerna akademija. Ki si jo pozvezoval, ne? Ja, zdaj bo kmalu naslednja, ne? Zdaj bo novembra, 16. november je to že. A lahko vprašam, a teme že imate? Ja, tema je že, ni še čist ponatančena, no, ni še čist do konca zastavljena, ampak je pa neko okvirno področje že. Ampak se bomo kmalu začeli dogodek tudi oglaševati, no. Drugače, kaj feedbacka si zanj dobil, ko si pošiljal tisto? Ja. Prek Damjana, no. Aha, okej. Je rekel, ne, splošno za teme. Za teme, ki bi se... Ja. Ne, to sem dobil, ja. Sej, je kar nekaj predlogov. Tudi se veš, konkretni gosti so bili predlagani, no. Aha, super. Kar nam zelo pomaga, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da bo ta novemberska, da bo kar, da ima potencialno biti kar en tak malo večji dogodek celo. Ne bi pa kar kaj preveč še razkril. Ne ostane skrivnost. Ja, drugače, v bistvu danes sva imela eno temo naštimano, pa sva ugotovila, da nama nekako ne gre. So se odločila, da bova se kar malo takole improvizirala, kar je nekaj novega. In je zanimivo, ko si nekako postavljam pred mikrofon, ne veš, kaj bi govoril. Ja, pojma nimaš. Je blackout, ne? Ja. Da bi o tem govorila. Ja, to... Težavi nastopanja, ne? Ker, ne vem, je to nekaj, kar... Mene zelo stresira, ne? Ja. Jaz se recimo, ne vem, pred tem najnim ustvarjanjem, no, oziroma snemanjem, no, nasplošno nisem imel toliko izkušenj s tem pravzaprav, ne. Se pravi, govoriti samo z enim človekom, ne, medtem ko v ozadju nekje v glavi veš, da lahko to doseže tudi več ljudi, ne, ki jih v življenju nisi videl, ne. Ja. Ampak si jim zelo hvaležen za to, ne, ker to poslušajo, ne moreš pa vedeti, kaj si bodo točno mislili, ne. In to je tisti strah, ne, ki me vedno malo nazaj drži, da ne morem čisto... V krču. Jaz mislim, da potem, mislim, da so si klej zelo karakterno podobno, ne. Recimo, jaz občudujem Damjana, kako on z lahkoto tudi nima toliko teh... Ja, nima toliko problema s tem, ja. Mogoče tudi zaradi tega, ker imajo dosti navajen nastopanje, ne, zaradi petja pa to. Ampak mene vedno ta krči, kako pa bo, pa kaj pa če bom povedal, pa če bom neumnost povedal, pa zakaj ne bi povedal, ne. Prav zdaj se nekdo v udobju svojega stanovanja na vas glas smeji, ker saj na joka, no. Mogoče to pa pozitivno. V jok pa težko spravo ljudi, no. No, jaz mislim, da tudi ne. Razen, če boš povedal res kaj ganljivega iz svojega zasebnega življenja. No, ampak to ni te vrste podcast, ali kaj. Ja, ne vem. Jaz tudi ne vem. Mislim, ne bi delil, razen, če ni res v kontekstu zgodbe, no. Ja. No, je pa tako, pri nastopanju nasplošno je tudi... Meni osebno ni všeč, če si na spotlightu, ne. In je to izziv, kako pa tudi nastopati, ne. Ja. Pred ljudmi, ki jih ne poznaš. Ja. Recimo en tak način je, no, ki mene vedno malo zadrego sprave, ne. Branje berila, ne. Aha. Da ti nekako res začneš, prebereš berilo, dobro, to je tudi umetnost, ne. Ja, to je tudi forma nastopanja, ne. Ja. Pa se to sploh lahko marsikdo to spregleda, ne? Ker samo prideš gor in prebereš neko besedilo, ne? Ja. Pa je več kot to, ne? Jaz odkar delava tele najne podcaste, če dalje bolj cenim tudi recimo kakšne radijske voditelje pa to. Ja. Ko vidiš, kako gladko govorijo, ni tako samo po sebi umevni, no? Ne, čist brez problema. Jaz imam tudi občutek, da jih sploh ne moti, oziroma da je ta strah pred tem nevidnim poslušalcem na drugi strani linije
je čist pozabljen že zdavnaj, ne, premagan. Ja, pa najbrž tudi uživa v tem, kar počne, ne, se mi zdi, da strah včasih omejuje prav to, da kar delaš, sploh neke vrste takega podcast. Da uživaš, važno je. Ja, da si, veš, da si tako, ne, da si sam svoj oziroma da si ti kot tak, ne, tam postavljen. Vse podobno je kot javno nastopanje, samo da pač ljudje ne sedijo pred tabo in te poslušajo, ampak te poslušajo na drugih koncih, ne. Ampak še vseeno se moraš pa ti odpreti, ne, in biti to, kar si, oziroma te ne sme biti strah, ne, pred ljudmi biti to, kar si, da lahko tako prosto govoriš sploh, ne. Ker jaz mislim, da je to nekaj, česar bi se zelo težko priučil, ne da bi se res odprl kot oseba, ne. Se pravi, da bi neko osebnostno distanco imel do tega nastopanja, še vsem bi pa lahko tako gladko govoril, pa prenašal v pogovor toliko nekih idej, ne. To je po mojem mnenju vezano res na karakter, na osebo, ne, na to, kdo si zares, ne. Ja, ampak je pa tako, jaz mislim tudi dobro socialno mrežje pa to vse. A misliš, da so vsi osebe, ki javno nastopajo, lahko rečemo, da v neki meri so tudi vsi influencerji javni nastopači, a ne? Ja, to je pa... Je to res tale, ko bi rekel, pristna osebnost, a ne? Ja, to je... Njihovo, ali je to samo en lik, ki ga igrajo, no? Ja, to je dobro, da si me na to opozoril, ne? Mogoče sem se malo prenaglil, ne? Ker je tukaj potem še igralstvo, a ne? Ja, seveda. Ampak, a veš, to je tisto, no, ki so govorili o kakšnih radijskih voditeljih in tako naprej, ne? Ne vem, jaz ne vidim tega. Odvisno je, saj sem mislil nasplošno, ne, ampak imaš tudi pa kakšne radijske voditelje, ki so prav zabavljači, ne? Ja. Recimo, poglej Radio Gaga, ne? Ja, recimo, no to je, ja. Dobro, to imaš 1 uro na teden, ne? Ja. Ampak oni pridejo pa uživajo v tem, kar počnejo. Ja. Zdaj, če pa kdo ima to prav službo, ko vsak dan bere poročila, ne, to je pa že drugače. Ja. Pristop tudi ni to, ko bi rekel, oseben, ne. Medtem, če imaš pa ti kakšno tako oddajo, pa to daš pa tudi nekaj več, enkrat na teden nekaj več vase noter, ne. Ja, sej, v tem je razlika, no, po mojem mnenju. Jaz bi rekel, da, a veš, tisto je res neka forma igranja, ne, gledališča pravzaprav, ne, kot neka improvizirana ali pa na pol improvizirana radijska igra, ne, se ne vem, no. Pa recimo potem branje poročil, tukaj si v bistvu ti samo neko pravzaprav orodje, ne, sredstvo, ki omogoča to, da neke vsebine pridejo do ljudi, ne. Po na drugi strani je pa bi jaz rekel, recimo, ne vem, voditi nek intervju z gostom v studiu, ne. To se mi pa zdi malo drugače. Yes, ker to pa tukaj ni scenarija, ne, oziroma najbrž so neka vprašanja, ne, in tako naprej, ki jih je treba zastaviti, ne, ampak je najbrž treba veliko več sebe dati noter, no. Sploh, če te materija tega intervjuja tudi osebno zanima, ne. Se mi zdi, no, jaz sem to dostikrat opazil, recimo, no, ko sem kakšne take stvari poslušal, kakšne pogovorne radijske oddaje. Se mi je zdelo, da je bil voditelj oziroma ta moderator izpraševalec, novinar, da je bil zelo tako noter, ne. Ja. Veš, da se je res... Je pa dobro finteral. Ja, ampak dvomam, no. Mislim, da ponovno kakšne, če so res, mislim, to se začutiš, ne. Če tudi glede na to, kako vod pogovora, ne, če vod pogovor v en taki smeri, da se razvija, da gre v globino, globine, lahko se pa pogovor ostane zelo na površju. Ja. Tako da, zdaj kako se tudi tretirati te teme, ne. Jaz mislim, da to je tudi za naju vedno izziv, ne. Ko govoriš o eni temi, kako vstopati vanjo, kako se vanjo napraviti. A je to ena tema, ki bi spregovorila poprečnemu poslušalcu našega podcasta, se pravi moji mami pa tvoji mami. Šalo na stran, ne. Ne, ampak kaj je tudi bolj pomemben, ne? A veš, mislim, to je treba dati nekako na tehtnico, ne? A veš, tisto, komu zdaj tema odgovarja, ne? Zdaj, če nama tema ne odgovarja, ne, pa bo najbrž cel podcast za nič, ne. Ja. Tako se meni zdi, no. Zdaj, če pa nama teme odgovarjajo,
je to najbrž dobro, ampak ni pa potem dobro, če se s temi temami ne morejo poistovetiti, no, če se nihče ne more s temi temami poistovetiti. Ne? No, jaz mislim, da tudi nismo šli v ta podcast zato, da bi, ne vem, nagovarjali milijone in milijone ljudi po svetu. Že to, da slovenščino uporabljajo, mogoče handicap, ne. Če že 2 milijona ljudi dosežeš. Ampak je nekako, da se odpirajo teme, pa da se začne razmišljati o njih, ne, pa pogovarjati. Jaz mislim, da predvsem to izziva. Ne. Zdaj, a so teme, o katerih so govorili, res aktualne ali ne, je vedno vprašanje. Ja, tudi, jaz mislim, da doskrat ti pač to šele nek poslušalc zna zares pojasniti, no, ti odpreti oči tukaj, ne. Da vidiš, kaj si pravzaprav naredil. Ker je na nek način je komunikacija tudi s poslušalcem, čeprav je svojevrstna, ne? Ja. Ampak je ena imaginarna osebnost, ki pa ima ene lastnosti, ne? Ja, res tako da sem daskrat tudi slišal, pa je zanimivo teme, ko govorite, ne? Ja, vsak. Pa si rečeš, a ti poslušaš to? Ja, ti poslušaš, super. No, ja, od vas se moram še, ne? Okay. Ja, vsak feedback je cenjen, ne? Ja. Veš, na tej točki povabijo vse, ne, da nam napišete, ne, da stopite v nek kontakt z nama. No. Poveste, česa bi si mogoče več želeli slišati. Pa. Tako, v redu ti drugače, v redu? Ja. Jaz sem še kar, no, zdaj sem očitno dobil nek prehlad, no. Imel zoprno, zato ker sem čas malo utrujen, no, pa tako zoprno je, zato ker si rečem, no, tega lahko ne bi dobil, ne, pa bi bil live nekako malo lažji, no. Tako da zakaj je tega, zakaj sem moral to zdaj, ne. Ampak nimam druge, no, kada počakam, da se stvari malo izboljšajo, no. Se pravi, ljubljanska melega te ne motimo, sam prej hlad. Ne, na to se sploh nimam časa ozirati, sej, res ne. Všeč so mi jesenske barve, zavedam se počasnega spuščanja temperatur, ne, na te zimske nivoje, sploh ta praznik, ne, vsi sveti, ne, to je zame bil zmerjen tak znanitelj, ne, da se prehaja v tist del jeseni, ki bo postal tudi zima. Vsak čas. Ja. Zanimivo je tudi barve, kako se vse barva. Ja, no vse to, ja. To pa je tako vsak let. Lahko samo občudujem. Ne. Tako da, a veš, da jaz res recimo 4 leta, ko sem živel v Zuni, tako... Izven Slovenije, ne? Ja. Ne na Pločniku, ampak je tako. Zuni, ja. Zuni. Zunaj. Ne zunaj. Ja, tako, nikoli ni bilo meglen, ker sem bival. Ja, ni bilo vedno sonce. In je bilo kar čudno, to pa ni zima, to je pa sonce, to pa svetlo je. Kaj je zdaj to? Ja. Sploh v Rimu, kaj januarja bundo, mislim, da sem 3 dni cel let v Rimu nosil bundo. Aha, okej. Pa še to, kaj mogoče te malo zazebejo gor daš, pa 2 koraka narediš, pa si že v smokar, pa rečeš, okej, gre nazaj v Maro. Pa prideš nazaj v Ljubljano, se spomnim prvo let, in tako oktobra ven, pa je tista megla, ka ni taka, ka ni še s tem, ko se nakurše, no, ka ima eno še svežino vse. Pa, ja. Grem ven v meglo, tist vlažen ljubljanski zrak, ki te dokusti. Je bil dober občutek. Pa da vohaš pa tisto vlago, tako malo svežo vlago, ne, ja. Si rečeš, doma sem to. Doma sem, ja, sej. Sonce je precenjeno. Ne, sej, jaz si tudi predstavljam, ja, da bi mi bilo brez tega kar malo čudno. Tako se mi zdi, da to enostavno spada zraven. Čeprav doskrat je isto malo neprijetno, ne? Sploh, ko se začne dan krajšati, ne? In je zjutraj noč in je popoldne noč in je po noči noč in dneva pravzaprav, ne, ga kar nekako zamudiš, ne. Ja, gre mimo. Predstavljaj si, da bi bil na Norveškem kit. Ja, ne, to je tako. Jaz mislim, da človek se navad, ne. Ja, se navad, ja, verjetno si predstavljam, da lahko, ampak mogoče pa je to na kakšnih drugih področjih nekako pride na dan, ne, v kakšnih drugih oblikah. Je zanimivo, jaz se spomnim, nekaj sem bral,
ali mi je kdo razlagal, kako je, da je na Irskem, ki je imel Google, ne vem, če ima še, ampak pred leti imel ogromen teh prostorov za Evropo, ne, predvsem, ne. In so bili gor ljudje, zaposleni iz cele Evrope, ne. In Irska je oblačen, zelo oblačno, klima, ne, oceanska klima. In da predvsem iz mediteranskega okolja ljudje niso zdržali več kot 2 meseca. Ker oni seveda so navajeni sonca, sangrija, plaža in tako naprej. Tam je pa skozi dež, pa mislim, dež seba je prši, ne, ni tako intenziven dež, ne. In ne zdrži človeka, ne. Ja. Si obratno jaz predstavljam, da je pač podoben, ne. Ja. V bistvu, kako je do neke mere človek tudi ne fleksibilen, ne. Pa kljub temu je lahko fleksibilen, ne. Je lahko boje, ne. Ja. Človek je resen paradoks sam v sebi. Ja. Ne, dolg bi rabil, ne. Po mojem, da bi zelo dolg rabil, da bi dejansko se lahko zares prilagodil, ne. Že samo na samo podnebje. A pa mogoče ti tudi tako kot osebi, če ti odgovarja v redu, če ti pa ne, pač, a ne. To je to daskrat, no. Se mi zdi, da človek je prilagodil ponovati tam, ko ima tudi kakšno pozitivno motivacijo, ne. Če pa rečeš, Ja, ampak jaz vem, da sem si doskrat rekel, recimo, če sem potoval po Mediteranu, v Italiji, pa recimo v Španiji, ne, sem si rekel, da več od tega potovanja, ne, najbrž ne bi mogel tukaj zdržati, ne, spravi enega vsakodnevnega življenja, ne, in tako. Ker ne vem, no, kako bi... pa sem recimo živel po kakšnih Airbnb-jih in tako naprej, ne, ki pač res dobiš vpogled v neko stanovanje, neko privatno stanovanje, oziroma ki je bilo neko privatno stanovanje pred oddajanjem, ne, in si predstavljaš svoje življenje tukaj noter, no. In enostavno ni šlo, ne. Cele dneve tisto klimo, uporabljati, no, da ti je kakor toliko normalno, ampak si kljub temu ves čas prešvican, ne. Dobro, če imaš klima, jaz v Rimu nisem imel klime. Ja, no, vidiš, sobo sem imel pod teraso, kaj nabijal. Ja, ne, to pa... Jaz se spomnim, po prvem letu, ko sem bil tam, se spomnim, sem sobo, preden sem šel nazaj, čez poleti sem ponovno bil v Sloveniji, ne. In ko sem se odpravljal, sem počistil za sobo. Ja. Vsaj enkrat na let, ne, se ne. Ampak, kaj hočem povedati, ne, da 2 giba sem naredil, sem bil že čist mokar, ne. Ampak je pa zanimiva vročina, se mi zdi, da ta ljubljanska kle ti je težje, ampak tam nekako si normalno funkcioniral. Edino, kar me je bilo vedno, mi šlo, prav me je jezil, pa neprijetno je, ko se hitro začne človek potiti. Jaz sem se izredno hitro potil. 2 koraka narediš, pa ni tako neznosna vročina. Saj meni se ni zdela, no. Ampak je pa tako, res za Švico še en. Se znojiš, ko en pujs. Drugače, ti si po Evropi, si dosti hodil? Bi rekel, da nekaj pa sem, no. Nekaj pa sem. Sicer jaz sem zmeri tako, no. Evropo se mi zdi, da sem kar dosti nekako raziskal, no. Ker izven Evrope tudi sploh še nisem potoval, ne. Moje najbližje srečanje z kakšno drugo celino, ne, je bilo na Gibraltarju, ne, ker sem pač v daljavi videl gorovje Atlas, ne. Nisem pa še dejansko stopil na tla kakšne druge celine, ne. Tako da Evropa, se mi zdi, da sem kar dost. Mi smo z par kolegi, no, smo po gimnaziji, po maturi šli na eno mesečno potovanje, ne. Nekako, začeli smo v Sloveniji, končali smo potem v Londonu, no, in smo nekako kar precej dobro obdelali to centralno Evropo, no, se mi zdi, pa malo zahodne, ne. Potem pa še kasneje, potem sem malo pogledal, ne, kateri predeli mi še manjkajo, ne, kaj bi rad še videl. Potem sem enkrat šel v Španijo, no, sem se tam malo potepal, no. Še enkrat pa tudi bolj na vzhod, no, pa na jug, ne, se pravi Srbija, Bolgarija, Romunija, ne, te stvari. Kje si bil v Romuniji? V Romuniji sem bil v Bukarešti. Najprej, potem sem šel pa še v Brašov. Brašov, to je centralna.
ali vzhod? Ja, to je, Bukarešta se dejansko nahaja bolj tako, no, jugovzhodno. Ne, vem, Bukarešta. Braš je dejansko bolj centralno, ja. A je že Transilvanija to? Mislim, da je, mislim, da je, ja. Mislim, da je Transilvanija ta centralna del. Ja, Transilvanija je... Jaz sem bil tudi v Bukarešti, ampak Bukarešta smo šli samo pogledat, ko smo imeli letalo za Kluž pol naprej, ne? Ja, no, Kluž je Transilvanija, ja, no. Pa, mislim, da je prav... Pa Timišvara oziroma Temišvar, ne. Sej Transilvanija je kar velika, kar obsega precejšen del Romunije, ne. Zelo zanimivo je pestra, ne, versko, tudi etnično, ne. Zanimivo, veš, tudi sem slišal, da gre tudi za čistake karakterne razlike med ljudmi, no, nasplošno, da so ljudje iz Transilvanije oziroma iz tega bolj severno-zahodnega konca, ne, Temišvar in tako naprej, da so zelo taki, prostimi besedami bilo rečeno, bolj racionalni, ne, ne ravnajo toliko impulzivno, ne, bolj toliko čustveno, v primerjavi z ljudmi iz Valahije recimo, ali pa iz Moldavije, ne, kaj tazga, ne, ki smo bolj tako, ne, tisto, zelo strastni ljudje, ne. Oni so pa taki preračunljivci in tako, ampak to sem slišal od ljudi, ki so dejansko iz Romunije doma. In je tudi zanimivo, v Transilvaniji imaš močno mađarske skupnosti, ki so v bistvu v točki, ne. Koliko so bili pri nas včasih kočevari, ne. Ja, ta Romunija, sploh Mađari v Romuniji, ne, to je precej zanimivo, ja, to je tudi, se pa pozna tudi na jeziku, ne, kaj se z jezikom tam dogaja, ker prihaja do enih takih mešanj, ne. Ljudje recimo vzamejo nek romunski koren glagola, no, in mu potem dajo mađarsko končnico za nedoločnik, ne, kar sploh ne gre skupaj, ampak... Se tudi romunščine, sam tak jezik je zelo zanimivo, ne. Ja. To isto, kada bi, ne vem, eno slovanski jezik na seku, pa več jezikov na seku, pa malo romanskih jezikov na seku, pa je to vseeno en mikser in pride ven romunščina. Ja, to je tako tak produkt ful nekih mešan, ne, pa ogromno enih plasti je bilo naloženih, ne. Ja, zelo zanimivo, no, tudi meni. Kaj pa ti, koliko si pa ti kaj, ti si dejansko imel tudi izkušnjo pač študija, ne, v tujini. Študija, pa dober, pa malo smo tudi potovali, ne, recimo, odkar sem v družbi Jezusovi, jaz mislim, sem kar hodil okoli dost. Italije sem kar imel priložnost poznati, pa je bilo neki Španije. Aha, ja, seveda. Malte, Albanije, Romunije. Tako da, pa prej še Francija je bila. Mislim, kaj pa tako kot študent pred tem, ne? Francije smo malo hodili, okay. Road tripe, jug Francije, Provence. Super, to je. Ti si bilo lušten, ja. Pa malo Toskane tudi. Pa sem imel priložnost Toskano še tudi spoznati, ne. V novicijatu imamo mi tako imenovan eksperiment romanja v boštvu, kjer te pošljajo brez telefona, ti dajo denar sam za karto za nazaj, ne. Ti dajo destinacijo in nema, to sem že razlagal. Ja, enkrat si že nekaj povedal o tebi, ja. Si moč potem kar nekako znajditi, ne? Ja, pa fehtaš okoli. Ja, dobro. Tako, pa res mi smo bili 3, pa no, gremo 2, ampak mi smo bili, ni bil parno število, smo šli v 3 in smo bili res kaj en vic, potujoči vic. Romun, Italijan pa Slovenca. Tako da ja, je zanimivo vidiš pol tudi malo ljudi, ko te sprejmejo pol v kakšno hišo, ti dajo za jesti, pa malo debatiraš, to spoznaš malo bolj. Tako, je zanimivo, lepa izkušnja, no. Čeprav zdaj so, mislim, da kar zaradi razmer virusnih ne hodijo več. Ne delajo več tega? Ne. Jaz so kaj dal, mislim... Veš, da ne vem. Na mest tega, no, kot neka podobna, mislim, nek podoben način, ki bi podobno izkušnjo dobil, ne. Najbrž je kaj podobnega, no, ampak, ali pa trenutno čakajo na boljše čase, no. Ja. Najbrž to. Ker vem, da so tudi omejili, recimo, delo v bolnici, ki je bil tudi prej en eksperiment, ne. Ja. Se pravi, najprej izkušnjo med novicijatom je en mesec dela v bolnici, da tudi to so pa spremenili na poletne čase, ker je, po nas je šlo spomlata, ne. Tako da ja, no, je zanimivo to bilo. Pa Sicilija, jaz mislim, da Sicilija je bila dosti. Dobro, Genova, pa Rim sta bila tam, ko sem bival,
Ampak pol pa Sicilija meni tudi taka zelo zanimiva, mesto kontrastov, ne. Imaš to arabska nadvlada tok pa tok leta, ne. Potem pa Normani, ki pridejo, pozamemo arhitekturo, nekaj dodajo svojega, ne. Podoben je v Andaluziji, se mi zdi, da je bilo zelo podoben. Vse to se mišata. Ker je zelo podoben, ne, tudi pomati, saj jug Italije pa jug Španije sta zelo podobna, kar se tiče teh procesija, ne. Ja. Pa to gledaš, ne vem, je tako malo čudno, dobro, mi smo navajeni, da imamo 2 procesi na let, ne. Za ostajensko, če je, pa telovsko, ne. Tam imaš pa za vse, ne vem, svetnice, pa kipe meša, pa pol za tole veliko noč, pa to so kar je. Še vojska pleše, te legionari španski, vem, da plešejo s Kristusom en proples, pa. Zanimiv, okej. Misliš, zanimiv, ne, ampak Evropa, je zelo zanimiv kontinent. Ja, sej to je element, zmeri zanimiv, no, da tudi sam nisem imel, dolg časa nisem imel nekih takih, bom rekel temu, ne, potovalnih ambicij, ne, recimo, da bi kar takoj želel jeti v kakšno Južno Ameriko, ne, ali pa Jugovzhodna Azija, kaj tazga. Zmeri sem se rekel, moram najprej malo Evropo videti, no, kako je, ne. Še zmeri mi preostane en predel, no, in sicer Severna Evropa, no, to mi še ostaja, Skandinavija, ne. Ne vem, malo tehtam presep, ne, veš, kaj je tisto, kar bi mi bolj ustrezalo, ne. Kakšno potovanje zdaj čez ocean in tako naprej je zelo tako, ne, pač draga stvar, no. Sploh zdaj, ne. Ja, sploh zdaj, seveda, no, itak. Zdaj, če dali dražje bo, no, ja. Mislim, tudi te razmere zdaj so pač še zmeri nevarne, no. Malo zakomplicirane tudi, no. Ampak recimo, da imam neko željo videti, no, kakšne stvari v Severni Ameriki, no, v Združenih državah, ne. Kaj drugega pa niti tako, no, nimam kakšnih takih res močnih krajev, mogoče Sveta dežela, no, to še. Što pa mene tako navleče? Pa ne vem zakaj. Jaz sem to, meni se je zdelo to kot nekaj, kar dejansko moram videti, ne. In se prav spomnim, da sem načrtoval pozim 2020, ne, da bi potem šel z neko agencijo takrat spomlad, ne. Ampak potem sem zmeri bolj tako ozaveščal te novice, ne, mislim, vedno več sem jih začel brati o tem, kaj se dogaja na Kitajskem, ne, in da pač se iz tega zna razviti nekaj zelo tazga nevarnega, no, in nekaj, kar lahko situacijo popolnoma zakomplicira, no, in potem sem se odločil, da potem rajš naredim kaj drugega, no. Tako je bilo, mi sem bil v enem odboru za pripravo srečanja jezuitov formacij evropskega in smo imeli pripravljen res high level, bi lahko rekel, high level. Smo pripravljeni Anglijo, ne, Veliko Britanijo, tudi nekaj svojevrstnega je Anglija, ne, tudi v evropskem smislu, ne. Ja, siguran, ja. Sicer jaz sam, no, mi je tam bolj všeč narava. To me nekako bolj privlači. Ali pa kakšno, ne vem, življenje na podeželju, ne, se zdi tako idilično in tako. No, jaz mislim, saj mene v Rimu, recimo, je to, živeti v enem takem velem mestu, se nisem počutil dobro. Takole Ljubljana je maksimalno. Ja. Vse, kar je manj od Ljubljane, je v redu, ne. Ne, ampak v glavnem smo imeli prav program, ne, začeli bi v Londonu, pa bi šli malo v Wales, ne, pa bi zaključili gor v Glasgowu, ne. Pač da bi se potovali, ne, počas tekom tega srečanja, nekaj je en mesec bilo praktično gor. In smo vse štimani, bilo že vse, pa pride ta žegan od virusa, ne. In to sem bil pa prav jezen. Edina stvar, ki sem bil res jezen, je to, ne. Res, vse smo bili pripravljeni tako Anglijo, pa Wales tam, pa bi hodil, vse sem se vedel, kako hodam na sprehod med ovcami tam, veš. Ampak ne, pač ni namenjen bilo, ne, mogoče bo še priložen za to, ja. Ja, mene tam zelo zanima, no, narava predvsem, no. London tudi, ne, ampak tam sem že bil, no.
Meni mogoče ima Škotska, če še najbolj, no? Highlands. Highlands, ja, to recimo. Ne. Bil sem recimo v Lake Districtu, no. Na severu Anglije. Smo malo hodili po tistih gorah tudi. Ne. Se spomnim, da sva s kolegom tja prišla v eno vasico, no, ki je pač pravzaprav izhodišče za vzpon na hrib, ki se imenuje Skidov. In ta Skidov je bil visok, oziroma je visok, mislim, da nima niti 1000 metrov. 940 mogoče, kaj tazga. No. In jaz sem bil oblečen v neko srajco, ene črne hlače, take za po mestu, ne, in v neke tiste take superge, no, z popolnoma ravnim podplatom, ne, in tako, in sem najbrž gledal prav smešen, oziroma kot nekdo, ki res ne spada tja. Ne. In sva tam vprašala neko gospo za pot, ne, ki se pravzaprav res gre gor, in nam je lepo pokazala, no. Potem je pa rekla, ampak bodite previdna, ne, ker ta je kar težak, ne, tale Skidov je kar težka gora, ne. Midva so si mislila svoje, ne, sva rekla, midva sva Slovenca, dajte, no, ne. Tole nam nič ne škodi, no, hribi v Veliki Britaniji, dajte nehat, no, ne se postavljati. Malo boljš Šmarna gora. Ja, točno to, malo boljš Šmarna gora. Ampak kaj je bil problem tukaj, ne? Problem je bil to, da sva štartala, mislim, da pod 100 metrov nadmorske višine, ne? Na toliko visoki točki, ne? In seveda moraš narediti višinsko razliko, tam 800 metrov, ne? Plus to, da je pot potekala po slemenu, ne? Spravi sva prečkala še par drugih hribov, ne? Ker druge poti ni bilo. Na koncu moram jaz priznati, da sem se kar utrudil, no? Seveda valjda je bilo tudi zaradi opreme, oziroma zaradi obleke in obutve in tako, ampak je bil kar dober vzpon, no. Se spomnim tistega razgleda potem, no, in takrat se mi je res zdel, da sem pač se res izpolnil eno tako veliko željo, no. V hribe, ne, v Veliki Britaniji, tako, pa videti tisto podeželje, no. Tako da to je bila taka res lepa izkušnja, no. Ja, jaz imam tudi eno anekdoto s hribi, ne. Jaz sem bil pa v Kalabriji, dol v hribih, v bistvu sem šel polet v eno komuno za odvisnike, ena organizacija, ki ima čez te komune, ne, in pa gre več komun, gre skupaj na počitnice, imajo dotičen program, ne. In smo šli gor v Kalabrijo. Jaz, ko sem se pripravljal v Kalabrija, sonce, kaj si imaš to? Ja. To pa Jani ni nič, ne, pa sej kaj, hribi so v Alpah, ne, kva zdaj to. Mogoče pa nini tam, Gran Sasso, ne, ko ima čez 2000, mogoče še to, ampak tam dol pri morju, pa kaj, ne. Ja. Pridemo gor, pogotovim, da je tam že 900 metrov, tudi bliž Tavžen, že ne, skozi dežval, zebel, kamačka, jaz pa sem kratke hlače. Pa sem mi tam vem, da dali en flis, no, ampak sem si rekel, od zdaj naprej pa preveri, kam greš. Preveriš, ja, se to. Kako se lahko hitro človek upeče, ne. Res je, s nekim napačnim pristopom tja prideš, ne. Ali pa samo pogledaš nadmorsko višino, ne, ki jo ima vrh, pa si rečeš, da te, no, v Sloveniji imamo pa 2000-ake, ne. Ja. Ampak ni zanimivo, kako smo mi hitro smo jezdni na kakšne tuje turiste, ki pridejo Papuča gor ali pa. To je zanimivo. Ja. Ko gremo mi pa, valjda mi. Se nam lahko podobno zgodi. Ja, itak. Ja. Pa gre isto za podcenjevanje. Ne? Ja, okej. Zdaj to imamo nekonvencionalna oddaja, ne vem, kako bomo dali naslov, kako bi dali naslov. Bo že, no. Nekaj se bova že menda spomnila. Lahko, a veš, take stvari so ponad naslovljene, se mi zdi samo z neko, z nobenim konkretnim naslovom, ne, ampak imajo recimo epizoda 1, ne. In je to potem to, ne. Vodna epizoda, drugo sezono. To je dobra opcija pobega, ne. Opcija pobega. Ampak, a veš, če bi naredila to, bi potem morala še več takih narediti, ne, se pravi. Ja, sej, mogoče bova. Mogoče pa bova, ja. Ja. Res si prizadevam, da bi kakšnega gosta več imel. Ja. Tako da... Ja, sej. Ko bo prišlo. Sicer pa mene bi zelo zanimalo, no, odzivi, ne.
ljudi, ki ne jo poslušajo. Ja. V smislu, da kaj jim ustreza. Ja. Se mi, da so tukaj začela sva sicer z javnim nastopanjem, ne? Ja. Na koncu sva prešla na avanturo, na potovanja in tako. Ne? Je dober miselni tok, se mi zdi, zanimiv. No? Zanimivo vinke delal. Ne? In, tako da ja, če je to nekaj, kar bi ustrezala, ne? Lahko še kdaj kaj podobnega narediva. Ne? Sicer pa, veš, imava pa lahko še zmeraj nek koncept. No, jaz mislim, da današnji podcast je idealen za pomivati. Ne? Ja. Če kdo doma pomiva ali pa šraufa, kaj. Tako, ja, šraufa, ja. Še tudi kar na glas. Kako? Možda tudi kar na glas poje voljum, ne, za kaj ta. Ja, no, mogoče ne glih zbor mašino, ampak sam čist. Ja. Pa da mu ni dolg čas. No, a pa za domov s kolesom, ne, ja. Recimo, v šolo, službo in tako naprej. Tako da, ja, nič, no, kar se naju tiče, ne bo to za tole prvo epizodo dost. Ja. Tako, no, malo nekako sva rabila en kicker, da začneva novo sezono. Nič konkretnega zaenkrat, ampak druga epizoda bo zdi bolj konkretna. No. Ne bomo povedala vsega. Tako da vabljeni, da nas kontaktirate preko Facebooka. Ja, preko socialnih omrežjih. Ja. Facebook imamo, ne? Facebook, ja, to imamo. Kar tam v direktne mislim, da je možno. Ja. No, še kaj? Smo še kaj pozabili? Ne, to je v bistvu to. Pač samo do naslednjič ne upava, ne, da se še slišimo. Ja, seveda. Ne, se bomo slišali. Moramo se. Moramo se. Ja, ne moramo se. Mora se samo umreti. Ja, nič, lep pozdrav izklede iz najnega studija. Ja, pri Svetem Jožefu. Ja. Fajn se imejte, lep teden in lep začetek jeseni. Se vidimo, nismo povedali kdaj, upava enkrat na mesec? Recimo, ja. Ja. Tako nekako je zastavljeno. Enkrat na mesec, 4 teden, ja. Ja, zdaj so čisto na koncu. Ja. Zdaj pa res, no, lepo se imejte. Do naslednjič, evo. Do naslednjič, ajde, živ. Dio.